V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, vstopni spev današnjega praznika nam govori: vstal sem in sem še pri tebi, aleluja. Po eni strani seveda Jezus je še pri Očetu, ampak po drugi strani je še pri tebi, o kristjan, ne? Tako da ta zadeva, in to ima veliko opraviti z našimi grobovi. Imamo en grob, ki je prazen, seveda, to je ta zemeljski grob, in to je lansko leto lepo naš generalni predstojnik pridigal. Torej imamo ta grob, ampak imamo tudi še drugi grob, ki pa seveda naj bi bil vedno napolnjen z Jezusovo navzočnostjo. To je pa seveda naša duša. Naša duša naj bo tak grob Jezusov, kjer bo Jezus vedno navzoč. In zato sveti Pavel v pismu Korinčanom, kratek odlomek danes poslušamo, nas vabi, da bi postrgali ta stari kvas, da bomo novo testo, ker ste opresni, pravi, ne? Spravi kvas, da ne pride do nas, da bi to testo ne vzhajalo v smislu slabih stvari, v smislu greha, v smislu vsega tega, kar je, ne? Ampak da ostane dol to testo, ne? Spravi, zelo hitro bi se mi napihnili, ne, v tem smislu, ne? Zdaj, veste, tudi sami, ne, tako kot jaz, ste pripravljali te stvari, ne, in kako smo čakali tudi dvakrat, trikrat, in tako da je fajn ostalo pisti testo, ne, za velikonočni kruh, za potico, oziroma mi rečemo drugače, ampak ni važno to, saj so različni izrazi za isto stvar, ne. Torej, vidimo, kako hitro lahko, če je prav narejeno, testo se dvigne, vstane, ne. Tudi človek zelo hitro lahko se dvigne v tem svojem napuhu in ponosu, ne, pa vstane gor, ampak vstane na napačni način. Ne vstane tako, kot je treba. Treba je umreti sebi, ne. To nas vabi sveti Pavel, in če smo pokopani s Kristusom, torej treba iti prav do konca dol, ne, potem lahko tudi vstanemo. Lepo je enkrat naš profesor na fakulteti teološki govoril o tem, kako se lahko človek spreobrne, samo če je zares na dnu. Torej, treba biti resnično pokopani s Kristusom, da bi z njim tudi vstali. Torej, iti do konca v svoj grob. Pokopati torej tega starega človeka. Ni dovolj samo tisto umreti, tisto pride malo tega kvasa, tega sveta, in takoj se zadeva spet dvigne, ne. Torej, treba prav pokopati. In za to storiti potrebujemo tisto, kar pravzaprav skozi obhajamo, praznujemo, in kar seveda sodobni, moderni profesorji, duhovniki, tudi celo škofje, ne, ampak kadar še niso bili, ne, pravijo, da se ni zgodilo, ne. Namreč na veliki četrtek, jaz sem to tudi doživel, ker sem bil v Švici, v Ekonu, kjer so se sveta olja blagoslavljala in posvetila, oziroma škof Alfons je blagoslovil seveda bolniško in krstno olje ter posvetil sveto krizmo, ki je olje svetega Duha, pravzaprav, se pravi, Kristus prihaja k nam po teh sakramentih, ki so najbolj zaznamovani prav s to sveto krizmo. In vemo, da škofje, duhovniki, torej mašniki, ne, smo bili tudi zaznamovani s sveto krizmo, da bi Kristusa prinašali. Potem pri krstu, seveda, poleg krstnega olja, ki pomeni boj in orožje proti hudemu duhu,
z vsemi temi egzorcizmi in to, kar se naredi, ampak potem tudi sveta krizma na vrhu, torej na temenu, ne, se lepo naredi znamenje križa, sveto krizmo. Tako, škofa se potem seveda mazili prav tako sveto krizmo na glavi, duhovnika se mu roke mazili sveto krizmo, ker bo po njegovih rokah prihajal Kristus, ne. Škof seveda najprej je kot mašnik maziljen na svojih rokah, potem pa seveda kot voditelj, kot pastir, kot nadzornik, kar pomeni episkopos, ne, je maziljen seveda na glavi, torej na čelu, ker bo na čelu svoje škofije oziroma bo načeloval v smislu, če je pomožni škof, pa drugače, se pravi s tistimi posvečeni in s temi stvarmi, kar škof more nuditi v svojem pomoči svojega posvečenja. Torej tudi te stvari, birmanci seveda, ki so prav tako maziljeni na čelu z oljem svetega duha, torej sveto krizmo, krizma, ki pomeni nič drugega kot mazilo, ne. Ampak se potem tisto, kar ni več, ne, se pozdravlja, ne, pozdravljeno sveto mazilo, ne, Ave Sanctum Chrisma, ne. In potem na koncu, ko se blagoslovi tudi krstno olje, se pravi, je pozdravljeno sveto olje, ne, se pravi krstno olje, se mu reče tudi sveto olje, ne. Tako da to vmes med tem, ko duhovnik seveda spominja se vseh pri sveti maši, zlasti pokojnih in tako, ker je to zadnje maziljenje, se blagoslovi tudi bolniško olje oziroma, bi rekli, zadnje olje, rečemo ponavadi, da se da človeku, ne. Zdaj, ni nujno, da potem ne pride k sebi, tudi zato se prosi pravzaprav, ko se podeljuje ta zakrament, ampak seveda ponavadi je to zadnje olje, ne, zadnje maziljenje. Se pravi, so zakramenti, ki človeka spremljajo v življenju. Torej, potrebno je duhovništvo in brez duhovništva Kristusa, ki je najprej seveda na ravni svoje volje daroval, žrtvoval samega sebe, ni seveda nobenega duhovništva in to duhovništvo je potem tudi izročil svojim učencem, ne. Vemo, da dar velikonočnega jutra je prav ta, da učenci, poleg tega, kar jim je že na veliki četrtek naročil, so potem kasneje to tudi uresničevali, ampak najprej je odpuščanje grehov. In tako spet prihaja ta Božji mir k ljudem. Najprej, seveda, ko Bog Sin se je učlovečil in ko se je rodil, je prišel ta mir, Božji mir iz nebes vsemu svetu. Na križu je spet šel v nebo k Očetu, ne. In sedaj spet prihaja po Gospodovih učencih, torej po cerkvi, prihaja ljudem ta Božji mir. Torej, potrebujemo Kristusovo duhovništvo, brez tega ne gre. In torej, ko sem prej govoril, pravijo, ni to pomembno toliko, pomembne so druge stvari, zato najbolj važne zadeve naj bi bili ti ponazorilni obredi, zato tam morajo vsem nekaj umivati noge in tako vsem na očeh, kar sicer se ne dela ravno vsem na očeh, ampak tisti, ki so izbrani, ne, starešine in tako, v posebnem prostoru, se zgodi tudi ta ponazorilni obred. Zato, da tudi oni ponesejo svoje domove oziroma da pričujejo kot starešine svoji skupnosti, ne. Torej, tisto, kar je najbolj važno, je duhovništvo. In to gre skozi celotno tridnevje,
in potem spet se pokaže kot središčno tudi na velikonočno jutro. Spravi na velikonočno jutro in potem zvečer, pod noč tistega dne, ko so bili potem učenci, se daje tem učencem to, da odpuščajo grehe. Namreč vse te žene in tako so imele v sebi nekaj tega, da ni konec, če ne bi šle niti tja k grobu, Torej, ni šlo samo za to, da bi šle narediti neko delo usmiljenja v smislu mrtvega človeka še malo pomaziliti, da ne bi potem se smrdelo in tako, kot so to delali. Ampak so imele v sebi tisto intuicijo, ki je značilna za žensko, se pravi, da so sebi nekako čutile, da je še nekaj več od tega. Ampak vidite, ravno v povezavi s tem, kar sem govoril, kaj so govorili zdaj, zadnja desetletja? Umiri se, ni toliko na tem, ni treba pretiravati s to vero, ni treba preveč in tako naprej, Tudi vsak se malo pomeni z Bogom v svojem privatnem življenju, tam stran od človeških oči in tako. In so mu že odpuščeni ti grehi, ni treba nič posebej, take stvari. In potem ni treba hoditi k maši in potem ni treba moliti teh cerkvenih molitev, ni treba moliti teh rožnih vencev in tako naprej, To vse so govorili, Torej, to vse, tako na lahko se vse to nekako reši, Ampak pride potem problem. Človek se zave, da so pred eno veliko skalo, ki noben človek je ne more umakniti. Torej zlo, torej grehi, torej vse te stvari, človek tega ne more odstraniti. Ampak treba je iti seveda proti grobovom, treba je povabiti Kristusa, torej kot smo rekli, da pride v grob našega srca, torej v našo dušo. In potem nam ni treba skrbeti, in kot žene tudi mi pridemo tja, vidimo, kamen, skala je odvaljena. Ampak zato spet potrebujemo duhovništvo. Duhovništvo, sakramenti, te stvari, to vse je bilo dano, darovano cerkvi na križu. Brez te žrtve pravega, velikega, večnega, velikega duhovnika, tega vsega ne bi bilo. Potrebna je vedno kri, ampak ne kri živali, ne kri ljudi, ker nič ne naredijo, naredijo že nekaj, ampak več kot toliko ne zmorejo, Ta kri je tista kri jagnjeta, ki nase vzame grehe, zlo vsega sveta, nese na križ, tam to uniči, premaga. Brez tega ne moremo rešiti, ne moremo odvaliti teh kamenov, Tako da te zadeve. Tisti, ki govorijo potem, da to je vse pretirano, da to lahko tudi laiki delajo in tako dalje, niso razumeli ničesar. Tisti so tudi tisti, ki potem pravijo, da ni važno, da bi tudi mi verovali v vstajenje mesa, torej vstajenje naših teles, Tudi to, in potem se ne spoštuje več teh teles, kot se je nekoč spoštovalo, Celo raztrosajo, pepel teh oziroma ostanke, ki so umrli, Tako da sploh se ne ve več za grobove in tako, Dobro, saj Bog svoje že zbere, Saj veste tisto, ki je eden rekel, da ne bo raztrosa na pravo,
da bo svojo taščo kar s telesom pokopal, zato ker pol zapiha veter in bi se lahko vrnila nazaj domov, ne. Tako da so še te stvari, ne, tem. Pač možakar je imel nekaj v sebi, da je še zmeraj veroval v stajenje mesa, torej telesa, ne, tudi od svoje tašče, ne, in tisto. Pač dobro, ne. Tako da te stvari malo, to je zelo pomembno, torej, da imamo žrtev tudi na Veliki četrtek, čeprav seveda dandanes marsikdo pravi, takrat ni bilo žrtve in moraš to reči, če ne narediš niti izpita in tako naprej, kot se je zgodilo tudi kakemu od duhovnikov, da so morali se malo ugrizniti v jezik pa to narediti, če ne bi šli mimo tiste ovire. Ampak seveda je bilo, ker je bila na ravni Jezusove volje, torej napravljena ta žrtev in to moramo tudi mi. Vidite, mora iti do krvi tudi pri nas. Niste se še do krvi uprli grehu, pravi sveti Pavel, ne, to predsih. Tudi nas, ampak brez Jezusove krvi seveda bi to še zmeraj ostalo in potrebujemo to Jezusovo žrtev tega pravega jagnjeta, ki edino odjemlje, torej da ni več teh stvari, ne, oziroma še več kot to, vzame nase vse to, greh sveta, ne. Se pravi, da osmisli ta greh. Po eni strani ta greh ostaja, ampak če damo ta greh potem jagnjetu, on nese na križ in to potem poveliča. Zato je tako pomembno pri sveti maši, darovanje in tako, da svoje stvari damo na oltar, da potem ti božji angeli, ki strežejo pri tem nebeškem oltarju, to nesejo gor in potem prineso spet na zemljo. To je ta združitev svete maše zemlje z nebesi, ne. Tako da ta zadeva. In Kristus, ki je potem pustil posrednike med zemljo in nebesi, torej apostole in njihove naslednike, škofe torej, ampak tudi mašnike, ki darujemo sveto mašo, ki odpuščamo, v bistvu Jezus po nas odpušča, ne, mi damo svoje telo in svojo voljo in te stvari na voljo Jezusu, da naredi to, kar ima za narediti, ne. Torej, on pravzaprav podeli zakramente, čudovita zadeva, čudovita zamenjava, vidite, tudi pri nas, ne. Se pravi, ta čudovita zamenjava, o kateri smo včeraj pravzaprav peli, ne, je tudi ta, da enega navadnega grešnika Kristus privzame si, da torej napolnjuje grobove naših src, naše duše. Brez tega torej ne gre. Sem malo videl, saj veste, današnji svet itak bi samo vstajenje praznoval, ne. Samo to, pravijo, ne smeš biti negativen, ne. To so mi skozi govorili, ko sem bil še na župnijah. Gospod župnik, vi ste preveč negativni, ne, kadar so bile kake stvari, ki jim niso preveč dopadle, ne. Torej ne bi se smelo govoriti o slabih resničnostih, temnih resničnostih življenja, ampak samo o svetlih resničnostih življenja, ne. Torej tisto bi se moralo nekako pomesti pod tepih, ne. In to je to, ne. Na tak način se rešijo stvari. To je podobno, kot je Luther tudi govoril, da grehi še vedno ostanejo, ne. Da ne more niti Kristus tega uničiti, ne. Torej to pomeni, da pokrije naše grehe, ne, kot je rečeno tam v pismu Rimljanom in to, ne. Spravi so še zmeraj tam. Ne, ni res, ne. Svojo krvjo je uničil, ne, svojo smrtjo je uničil našo smrt, kot bomo poslušali potem v tej prefaciji pred slovilom, ne, kot se temu reče v slovenščini, pač starinski slovenščini, ampak vendarle, ne. In vsem, ki so v grobovih, podaril življenje, ne. Novo življenje, ne. Torej to govori tudi ta
vzhodni spev, ta tropar, ne, ki se poje, ne. Kristus je vstal od mrtvih, svojo smrtjo je uničil našo smrt in vsem, ki so v grobovih, daroval novo življenje ali pa obnovil življenje, pravzaprav bi rekli, dal polnost življenja, ne, ker je dal spet to duhovno življenje. Torej stvari, ki so večne. Če izhajamo iz Boga, torej mora biti večno to življenje. Mi pravzaprav življenje prejmemo od Boga, ni da si ga sami damo, ne. In potem spet gremo k Bogu, ne. To je to. Tisti, ki pač pravijo, mi nismo iz Boga in to sploh ni tako važno in te stvari, ne, potem pač stvari prej ni bilo nič, potem je, potem spet ni nič, ne. Torej stvari imajo svoj rok trajanja, ne. Vidite, če pa imamo to pravo vero, potem pa stvari malo drugače funkcionirajo, ne. Če malo pogledamo ta razna verovanja, ki so v končni fazi seveda od človeka, ne, ponujajo neke slabe ponaredke vsega skupaj, ne, in zmeraj nekaj manj zahtevajo, ma tudi nekaj manj dajejo, ne morejo razrešiti teh dramatičnih zadev, ne, ki so na tem svetu, ne. Obljubljajo, ne, recimo neke mesene užitke, neke mesene stvari in tisto, ali pa obljubljajo nič, ugašnjenje in neke take zadeve, ne. Ne rešijo glavne te dramatičnosti našega življenja. Tako da potrebujemo Kristusa, potrebujemo njegovo veliko noč, ampak njegova velika noč je v tej celostnosti, je v tej žrtvi večnega velikega duhovnika na križu, njegovim pokopom in potem iz tega pride to vstajenje. Ampak vstajenje seveda ni zadnja stvar. Kristus seveda se potem prikazuje svojim učencem, da bi bili priče vsega tega in potem gre k Očetu in od tam potem pošlje seveda najprej svojim apostolom, svojim učencem Svetega Duha in potem naprej deluje v cerkvi in tudi tako, ne, tisti, ki se jim je kdaj zgodilo, recimo sveta Katarina Sienska, ne, ki je imela videnje Kristusa celo in tisto, ne, to ne pomeni prije Kristus kot tak, ne, ampak pač pošlje svojega svetega angela, privzame njegovo podobo in potem sveta Katarina je resnično v duhovnem smislu videla Kristusa seveda, ne, ob sebi. Ampak Kristus je vedno v nebesih, ne, odkar je šel v nebo, ne. Na ta način potem se te stvari dogajajo, ne, to, da bomo malo vedeli, ne, kako so te stvari. Prišel bo, seveda, dobro, pride po Svetem Duhu in je resnično in dejansko navzoč med nami pod podobo kruha in vina, ne, ostane ponavadi pod podobo kruha in v svojem poveličenem telesu in tako bo prišel kot sodnik živih in mrtvih še ob koncu času, ne. Če ne pa v nebesih in po svojem Svetem Duhu pa potem je resnično in dejansko navzoč in deluje med nami in po svojih seveda služabnikih, duhovnikih tudi. Tako da to so te skrivnosti in skrbimo mi, da bo vedno navzoč v teh naših grobovih, v smislu našega srca, naše duše. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.